Gledate oddajo Klepet ob kavi. Februar 2020 ima 29 dni in ja, jutri je torej ta šenkan dan, kar pomeni seveda, da smo v tem letu v prestopnem letu, v katerem pa ne bi pravzaprav obstajala tudi kar lepa bera različnih vraževerij in pa običajev, ki se v bistvu v tem prestopnem letu izvajajo. In sicer prvo tako vraževerje je, da naj bi na ta dan ženske, torej edini dan, ko pravzaprav lahko ženske zasnubijo svoje izbrance in pravijo tudi torej v primeru po danskem izročilu, v primeru torej, da jo partner zavrne, da mora svoji torej izbranki v tolažbo kupiti 12 parov rokavic. No, še ena zanimiva torej je ta, da naj bi torej bilo prestopno leto tudi leto kitov in sicer v smislu, da naj bi torej v tem letu še posebej se veliko torej rojevalo število kitov. Zelo zanimivo. In še zadnji običaj oziroma vraževerje, da naj bi prestopno leto torej prinašalo slabo vreme. No, jaz seveda upam, da temu ne bo tako. Kljub temu torej prestopno leto ja ali ne, pa pravzaprav vsako leto se marsikdo izmed nas sooča z igro življenja oziroma ali je življenje igra ali temu ni tako in kako igrati v tej igri, da bomo seveda prišli iz te igre kot zmagovalci, pa bomo danes spregovorili z mojo gostjo Edito Tomič. Lepo pozdravljena. Dober dan. Torej, kako krmarimo pravzaprav, kakšne nasvete imate za tole našo igro življenja? Ja, v življenju igramo vsak dan veliko različnih vlog, ne? Pač smo v vlogi mame, v vlogi učenca, v vlogi tašče in tako naprej, a ne? Ampak pomembno je na vse vraže, ne, ki jih prinašajo razna prestopna leta in tako naprej, imamo pa mi vsak dan možnost izbrati svojo igro življenja. Vendar to ni tako enostavno, zaradi tega, ker na to našo vizijo vpliva ogromno različnih faktorjev, ne, ogromno različnih dogodkov, izkušenj, strahov in tako dalje, ne. Prva stvar, ki je, ne, tudi leto 2020 je pač tako, da začnemo z nulo na koncu, a ne, in to pomeni tudi neki novi začetki. Mi pri novoletnih zaobljubah, ne, si postavimo določene cilje. Te cilje seveda potem v veliki meri ne uresničimo. Zakaj se pa to zgodi, a ne? Bi vam pa kar enostavno razložila, da na tej moji piramidi, a ne, ki je pač že narisana, ne. Glejte, prvo je treba določiti, ne, kaj želimo. Dobro. Ja, Kaj želimo? Kaj je tisto, ne? Na primer, si želimo začeti neko novo službo, neko novo dejavnost. Torej, realen cilj. Izbrati nekega partnerja. Glejte, če mi želimo cilj določiti pa ga doseči, je treba prvo točno določiti, kaj želimo. Ker če mi kar na splošno nekaj govorimo, bi rada pomagala ljudem. Bi rada imela veliko denarja. Bi rada imela denar, bi rada imela super partnerja in tako naprej. To univerzum, niti naša podzavest in višji jaz popolnoma nič ne razume in ne ve, kaj hočemo, a ne. Zdaj, ena pomoč, ne, pri vseh teh zadevah je na primer, kako sploh izbrati vizijo. Mi vsi se sprašujemo, kakšno je naše poslanstvo. In jaz vsakmu rečem, dokler ne začneš delati pa probavati, nikoli ne boš vedel, katero je poslanstvo, ker na kavču ga ne moreš najti. Na delavnicah, seminarjih in to, če hočeš kot udeleženec poslušati, ne najdeš. To se pravi, treba začeti prvo probavati. Kaj nas zanima, kaj si želimo. Ker res, Edita, moram priznati, da jaz ogromno prijatelj spoznam, ki še danes, torej pri skoraj 40-ih, sploh ne vejo, zakaj so na tem svetu, kaj je njihova naloga, poslanstvo. Ker se zraven pojavi kriza identitete. Kriza identitete se pa pojavi že tukajle noter. To se pravi, pri otroštvu nas učijo, kaj moramo, kako moramo, starši nam izbirajo poklic, starši se odločajo, s kom se bomo poročili ali ne, ali se sploh bomo, sploh če je zadeva še malo bolj situirana, izobražena in tako dalje. In potem, glejte, nekako tam od 0 pa do 18, a ne, let smo mi v fazi razvoja.
v fazi izobraževanja. In tukaj se pojavi prva kriza, kaj bomo študirali, zakaj se bomo izobraževali. Ne? Potem od 18 do 28 let, a ne, se pač to, kar smo se odločili, kar so nam določili do 18 leta, mi potem napredujemo. Torej stremimo v bistvu Ja, hočemo doštudirati, dobiti neko službo na tem področju in tako naprej. Od 28. do nekako 42. leta je kriza identitete, ker takrat vzgajamo otroke, se poročimo, se prilagajamo partnerju, hočemo čim bolj prosperirati, ne, na poslovnem področju in tako dalje. In potem pri 42 letih je pa, ne, Mejnik, kaj se vprašaj, zgodi? ne, kje Kriza? sem, kaj sem, ker krivulja, ne, nič več ne raste. Pridemo do točke, ko nas otroci več ne potrebujejo, ne, ko so že bolj samostojni, ko smo že v službi dosegli nek nivo, ki smo se ga zastavili, a ne, in vsa ta mašila, ki so nas prej družba, ne, in pa starši skupaj, a ne, vzgajali in tako naprej, se začnemo spraševati, kaj pa zdaj? Ker mislimo, da začne naša krivulja padati. Ampak samo mislimo? Mislimo. Okej. Ne? Jaz sem, na primer, pri 54 spremenila popolno poslovno pot, ker sem prej delala v turizmu, zdaj delam samo še to, kar delam, ne? Čeprav sem že prej tudi plus tega. Torej tudi grafologinja ste, ne, poleg tega? Glejte, ampak potem se pojavijo strahovi in začnemo ustvarjati dramo. To se pravi, staranje. Ne? Strah pred staranjem, strah pred tem, da nas nihče več ne potrebuje in tako dalje. In potem začnemo iskati rešitve. Torej to je v bistvu to na obdobje, Edita? osebnih svetovanjih, ne, Ja. imam največ ljudi nekako od 36 pa tam do 55 let, seveda, to je povprečje, Ravno to sem tudi hotela vprašati, starejše in ja. tako dalje. Ja. In tako 70% je moških. Wow. Ker tudi pri 42 letih, ne, je to tudi povezano zelo z, na primer, spolno slo, a ne. Kaj se pa Nekako zgodi to takrat? začne malo te hormoni, ne, se začnejo malo manj tako hitro obnavljati, to se pravi, spolna sla malo pade. Ravno tako se odnosi v partnerstvu malo ohladijo, ker tudi otroci niso več, ne, ni več tista družina tako povezana in tako naprej. In potem so tudi oni začnejo spraševati, ali je to to, ne. Seveda, to je nekako ta kriza identitete, čeprav sedaj po novem, ne, je pa največja kriza v poznih srednjih letih, ker so se začeli ljudje od 50. do 70. leta zelo pospeševano ločevati, ne? Ker se Zakaj do vse tega to pride? zaključi, ne? Ta delovna doba se zaključi, otroci se po svoje in potem dejansko smo se razvili vsak svojo pot. In si spet na začetku, In ne? smo spet na začetku, kar je normalno, ker to je vse neka umetna tvorba, da moramo biti mi celo življenje skupaj, ker se neprestano razvijamo. Ne? In da se vrnem, to so pač te krize, ki se pojavljajo, ki so zelo povezani z našo vizijo. Glejte, mi se odločimo za vizijo. Ne? Naprimer, kaj bi se zgodilo, če se jaz odločim, da bi zamenjala poslovno pot, ali dosegla svoj cilj, ali zamenjala partnerja. Ta prve, ne, se počutim zelo močno. Ja? Potem se pa že pojavi strah, bova šle obratno navzdol, Okej. ne, se pojavi strah pred obiljem, revščina, kako bom jaz to zmogla in tako dalje. To mislim, da je a ne? pomembna bremza, ne, v bistvu. Seveda, ampak najbolj pomembni so pa teli strahovi. Ne? Kaj bojo rekli moji starši, če jaz izberem eno pot, ki ni v skladu z njihovo iluzijo? Resno, pri teh letih, zanimivo. Definitivno, zanimivo. ja.
kako me bojo sprejeli, kako bojo reagirali. Če se jaz odločam, da grem na pot alternative, ali se ti je čizmešal, kjer je turizem veliko bolj pomembna panoga kot pa Vi ste se s tem soočala, ja? Tako je, ne, na področju moje družine. Potem začnemo mi dramatizirati, ne. Ja, pa se je on je rekel tako, pa on je rekel tako in zelo hitro lahko, ne, nas ta drama zavre, da nič ne rečemo. To se pravi, da nič ne naredimo. Da začnemo, Blokada. saj poznate ogromno ljudi, ki govorijo, kaj vse bojo naredili, kaj vse bo. In izgubijo ogromno energije zaradi teh strahov, kaj bo rekli starši, družina, kolegi. Ne? In zaradi tega jaz pravim, naša vizija mora biti hermetično zaprta. In vstop vanjo je strogo prepovedan. Ker če se jaz, ne, na vse te blokade staršev, če so mi govorili, da nikoli nič ne bom znala, da nisem sposobna za to pa to, ja, bom jaz zelo hitro naredila drame iz svoje vizije in potem mi boš rekla, družba, ne, to pa je nepomembno, to ni vredno, to je samo pač zavajanje ljudi, to je pri alternativi, na primer, ne, to je samo to, da mlatijo denar, to nič ne pomaga in nas diskreditirajo, ne. Ne rečem, da je vse idealno, dejansko se to tudi dogaja, ampak potem pa še kolegi, a se je tebi čisto zmešalo, da greš iz nekega resnega posla v neko tako zadevo. V bistvu dokaj neznana, ne? Ja, in pa tudi zelo slab predznak. To je isto lahko tako pri ločitvi, ne? Starši, se je super fant, ne? Družba tudi je družbeno zelo sprejemljiv, pa kolegi, a si čist nora, da ga boš pustila, ampak nihče pa ne ve, kaj si jaz želim in kako se jaz počutim. In na kakšen način je Edita potem takemu človeku pomagati? Pri takih ljudeh, ne, mi začnemo kopati s temi vzorci, kaj so nam starši naložili, kaj nam je družba in pa kolegi, ne, kaj so nam naložili, koliko strahov imamo mi noter, zakaj si ne upamo prestopiti to cono obdobja in začeti slediti svoji viziji. Zaradi tega, ker smo še vedno sopotniki, ker drugi upravljajo z nami zaradi te kompletne krize identitete, ne. Glejte, ko sem se jaz odločala spremeniti, ne, poslovnost, so mi vsi govorili, toliko si stara, kaj če zboliš, kako boš prišla do penzije, toliko kreditov imamo in tako naprej. Družbeno je bilo čist nesprejemljivo, da grem jaz nekam iz tega. Kolegi so me spraševali, ja, kdo ti pa kupil novo torbico, sem rekla, halo, a vas sprašujem za 5 evrov, ampak jaz nikogar nisem spustila v svojo vizijo, ker to je zelo pomembno. In to se moramo naučiti, ja, je tako? Ampak se soočati s strahovi. In pa kaj je tukaj? Mi, če se odločimo, moramo prevzeti odgovornost brezpogojno. Jaz sem rekla, če ne bo šlo to, bom šla pa delati nekaj drugega. Ni problema, ne? Isto pri partnerstvu. Rajš ostajamo v neki drami, v nekem sopotništvu, kot pa prevzeti odgovornost, ker nas je strah, a bomo zmogli finančno sami, a bomo zmogli, ne, kaj bojo rekli otroci in vse drugi, ne, ampak je treba prestaviti se v drugo prestavo in začeti dejansko slediti svoji viziji. Edita, vas lahko kar povabim, Ja. da se usedeva. Ja, tole ste odlično povedala in seveda zdaj ste v bistvu nam, vsem nam, tudi meni osebno, sprožila ogromno enih vprašanj oziroma dala ste mi vedeti, da pravzaprav lahko pridem do pomoči, če pridem, torej, najprej na kakšno, jaz bi šla na k vam, da mi še kakšno tako tablo naredite in kakor vem, seveda imate tudi delavnice v prihajajočih mesecih in če dovolite, bi jaz samo našim gledalcem, ker sem tole iskala, našla sem. Torej, imate v prihajajočih mesecih delavnice in sicer reiki tečaj je prvi izmed teh, izvajal se bo torej 7. in 8. marca. Naj povem torej, da gre to za tečaje vseh stopenj, torej tako za začetnike kot za nadaljevanje. Drži to? Tako je. Torej, tečaj traja kako? 2 dni? Ne, vsak tečaj traja posebej. En dan? Par ur, po 5 ur, ampak je zgoščen, ker to je reiki vikend, ne. Prva stopnja, potem nedelja, druga stopnja,
sobota popoldne, 3. in 4. Super. Potem imamo nekaj, kar je še nikoli nisem slišala za to stvar, začetni seminar Theta Healinga. Lahko samo na hitro za vse tiste, ki morda tudi ne vejo, kaj je Theta Healing? No, Theta Healing je tole. Tej delavnici se prav z Theta Healinga se reče Game of Life, ne? In v bistvu mi pri Theta Healingu gremo globoko v podzavest in se skozi ukvarjamo, zakaj je vzrok, česa nas je strah, ne? Ker je ogromno, milijon enih strahov pri eni zadevi, obilje, ne? Obilje. Ni problem denar, problem so naša prepričanja. O denarju in pa o nas samih. In vse te informacije torej lahko dobite, dragi gledalke in cene gledalci, torej 14. marca na začetnem seminarju, kot sem omenila, torej Theta Healinga, nadaljevali seminar pa sledi potem 20. marca, torej za vse tiste, ki boste osnove, v bistvu, kako se zazreti vase in se soočiti s strahovi, lahko potem še nadaljevali in šli še bolj v sebe. Je tako? Tako, potem naprej imate pa še ena stvar, Dig Deeper Theta Healing. Kaj pa je to? Dig Deeper Theta Healing, to pa pomeni poglobljeno kopanje vzorcev in tukaj se pa že energijsko postavljamo v preteklost, v najbolj travmatične dogodke, tam te vzorce in to ozavestimo, počistimo z energijsko in se potem postavljamo v prihodnost. Torej, Dig Deeper Theta Healing bo izveden 28. marca in še zadnji, ki sledi v tem nizu dogodkov, bo 11. aprila in sicer manifestacija obilja Theta Healing. Manifestacija obilja pa smo spet pri tej piramidi, a ne? Zakaj jaz ne moram zaslužiti, ne? Ali pa to, kaj bi se zgodilo, če bi jaz zadela milijon evrov, kateri pomisleki, kateri strahovi, kako bi reagirala družba, kako družina, kako kolegi, in smo spet pri tem naši percepciji teh strahov, ali nas bojo goljufali, kako bomo to porabili, vse to, in zaradi tega do tega ne pride, da zadanemo. Edita, vas lahko vprašam, torej meni povejte, čistko po vaših izkušnjah, kaj v bistvu bi človek, torej čisti začetnik, jaz pač prihajam počasi v tista leta, ko se bom soočala s temi vprašanji, na katero predavanje izmed naštetih mi torej najprej svetujete, da pridem, da začnem brskati po sebi? Takole, jaz najbolj svetujem to, da pride oseba na osebno svetovanje, kjer jo tudi naučim določene stvari, kako začeti razmišljati, kaj je problem, kje so glavni strahovi, potem to testiramo, počistimo, drugače pa za mene Reiki je taka prijetna energija za vsakodnevno sproščanje. Fantastična za preprečevanje stresa in to. Ampak drugače pa meni osebno, Theta Healing, tista tehnika, ki je tudi pri meni spremenila življenje, ampak tukaj je pa delo, tukaj je pa formula delo, vztrajnost, potrpljenje, zaupanje vase je enako uspeh. Ker če misliš, da boš počistil, da se nimaš dovolj rad, pa da nimaš samozavesti, nisi dejansko naredil na splošno nič. Ker je treba vse te kamenčke, ki sestavljajo to ledeno goro, počistiti, ker ko vzameš en kamen, se sproži plaz. Vse zamere, vse zavrnitve, vse obžalovanja. Ker koliko ljudi obžaluje, ki nikoli ni stalo za svojo vizijo. Čez par let. Zaradi tega, ker pač so bili določeni strahovi in te drame, potem si človek ne upa tega narediti. In potem, ko prideš v leta, naprimer moja, 60 plus, pa rečeš, kaj bi jaz vse naredil, kaj bi vse spremenil, če bi lahko. Ampak jaz pravim, hvala Bogu, zdaj se mladi ljudje odločajo za te razne seminarje in jaz poleg same tehnike dejansko je najbolj poudarek na klasični psihologiji, kako, kaj, zakaj, za vsakodnevno uporabo. Angelčki, karma, vse to, genetika, vse to vpliva. Ampak ne brska skozi po smetišču. Dajmo mi začeti postavljati zdajle, kaj bomo dosegli jutri, Torej, dragi gledalke in cijeni gledalci, vizija naj bo tista, ki naj usmerja naše življenje in ne vas strahovi pri tem nikakor ne ovirajo. Edita, hvala lepa seveda za obisk v studiu. Vi pa ne pozabite preveriti tudi vseh informacij, novic in dogajanja na naši spletni strani klepetobkavi.si in naš YouTube kanal, kjer najdete vse tiste informacije in vsebine, ki ste jih morda po nesreči zamudili.